Ne, tole ni še Fiesta ST, če ste slučajno mislili, ker tako dobro izgleda. Takšne so po prenovi vse, a niso hude. In tudi zelo zabavno je zavoziti, kljub temu, da ima samo litrski motor tamle spredaj, da komaj čakam, kakšna bo šele ST-ka. No, da se malo umirim in ustavim, pa vam potem povem kaj več. Evo, po prenovi, ki je bila pred kratkim, je Fiesta postala oblikovno še bolj drzna in takšno bi po mojem mnenju morala biti že od vsega začetka, ker je najbolj športna predstavnica svojega razreda. Športna v smislu dobre lege in kopice povratnih informacij, ki jih voznik dobi preko volana, ne športna v smislu pospeškov, ker tale pač ni blazno hitra. Kakorkoli že, nos sedaj spominja na Aston Martine, ostalo pa so kar nekako pustili. Zadek je praktično identičen, ker so ga bojda že v prvo povsem zadeli, iz boka pa avtomobil tudi. Znotraj so zamenjali tkanine in nekaj ostalih materialov. Opazili boste, da so dejansko materiali boljši in da je vse skupaj bolje sestavljeno. Kar se tiče kakovosti, sedaj nimam niti najmanjše pripombe in tudi kar se tiče funkcionalnosti, je vse tipi-topi, samo tale ekran mi je že od nekdaj premajhen. Majhen pa je tudi prtljažnik oziroma nasploh celoten avtomobil, dejansko med manjšimi v segmentu. Če potrebujete velikega malčka, kar je sicer malce nelogično, potem bo kakšen drug tekmec bolj primeren, če pa iščete majhen, simpatičen in okreten avtomobil, bo pa takšna Fiesta prava izbira. Ob prenovi je dobila še litrske turbomotorje iz Focusa, B-Maxa in ostalih modelov in tale tukaj je prav fin. Morda se spominjate, da sem takšen motor že pohvalil v testu B-Maxa, ko smo se s fantoma zapeljali do Dalmacije. Takrat me je dejansko motila samo prevelika poraba goriva, ki je bila res prevelika in točno to sem pričakoval tudi tukaj, pa so me Fordovci prijetno presenetili. Sedaj na testu se giba okrog 6 litrov, vsekakor pa pod 7, tudi če si privošči malce uživanja v ovinkih. In to je super. Ima pa tale motor 20 konjev manj od tistega v B-Maxu, ker tole Fiesto pač poganja šibkejša izvedenka litrskega EcoBoosta. Ampak tudi ta prav fino gre in prav zanimivo piha. Tale ima opremo titanium in kup dodatkov, zato ni najcenejša. Stane 17.500 €, ampak je bogato založena z dodatki. Ima parkirne senzorje, samodejno klimatsko napravo, sistem MyKey, pri katerem so mi ključ preprogramirali, da se ne morem peljati več kot 240 km/h. Hec. Glasovno lahko ukazujem preko sistema Sync in tako naprej. Fiesta je skratka s prenovo odpravila tiste manjše hibe, ki jih je imela in je vsekakor bo v ožjem izboru, ko boste kupovali novega malčka. Ima živahen karakter, se dobro pelje, pa ni neudobna. Pa še ta barva je super, ker malčki pač morajo biti živahnih barv in nedolgočasni.